Zahvalna nedelja. Najprej nekaj čisto tehničnih navodil, se pravi, sedaj vam bojo ministranti in animatorji prinesli pisala in listke, zato da lahko vsak od vas napiše eno zahvalo, tisto, za kar smo najbolj hvaležni. Vas vabim, da potem, ko napišete, eden iz družine pobere listke od vaše družine in jih prinese tu spredaj, pred oltarjem so te košare in jih potem vržete vanjo. Med tem časom, ko boste to zapisovali, bomo poslušali nekaj glasbe. Vas pa še vsebinsko povabim, da pogledate leto, ki je za nami, da pogledate, kaj so tiste stvari, ki so najbolj zaznamovale vaše življenje in da za tisto izrečemo Bogu hvala. Lahko je to nekaj lepega, nekaj, kar vas je posebej razveselilo, kar vam je prineslo veliko dobre volje. Upam, da se zmoremo zahvaliti tudi za tiste stvari, ki so bile težke, kajti, če se uspemo zahvaliti zanje, pomeni, da smo našli smisel tudi v njih, da smo se sposobni iz težkih stvari kaj naučiti, da so nam postale izziv. Zato vas res vabim, da si vzamemo nekaj trenutkov, ko boste v tišini lahko vsak zase premišljevali in vas res vabim, da vsak napiše eno zahvalo. Zahvalo, ki jo potem iz družine eden prinese tu spredaj, animatorji pa jih bojo obesili na drevo, ki bo ostalo med nami še ves teden, tako da bomo lahko drevo zahvaljevanja gledali ne samo danes, ampak še prihodnjo nedeljo, ko bo med nami in naj nas to spominja, da je pravzaprav res vse, kar imamo od Boga, da je vse Božji dar in da smo lahko za vsako stvar, ki nas doleti, hvaležni, če jo le znamo videti v pravi luči, se pravi v tisti luči, v kateri nam jo Bog zares podarja. Tudi če gre za težko stvar, če gre za preizkušnjo, lahko iščemo v njej priložnost za naše življenje in s tem tudi za zahvaljevanje. Pa vas sedaj povabim, najbrž ste že skoraj vsi dobili listke, da si res v tišini vzamemo nekaj trenutkov časa, napišemo, izberemo tisto, kar je najbolj pomembno, za kar smo najbolj hvaležni in da to zapišemo na listek, ter ga pozneje prinesemo pred oltar. Med tem časom pa bomo poslušali še, se pravi, bo v cerkvi še inštrumentalno.
veliko dela animatorjev je lepo znamenje. Naj bo to drevo spodbuda za to, da bi res tudi od drugih vedno znova našli zgled, kako smo lahko hvaležni Bogu, kako smo lahko hvaležni drug drugemu, da bo ta nedelja res zahvalna nedelja. Si lahko po maši vzamete tudi kaj časa, pa pogledate še enkrat to listje, te zahvale, sadove našega leta, sadove zahvale. Hvala, Gospod Jezus, da si danes spet prišel v naša srca. Želimo ti reči hvala za vso dobroto in ljubezen minulega leta. Hvala za naše starše, učitelje, katehete, sošolce in prijatelje. Hvala, Jezus. Veselje in hvaležnost danes napolnjuje naša srca. Prijetno nam je in veseli smo, da smo ti ostali zvesti in da lahko verujemo, da nas spremljaš vsak dan našega življenja. Hvala, Jezus. Aleluja. Aleluja je vzklik, ki ga pojemo, predvsem pa sveti maši. Prosimo te, naj nas spremlja povsod v naših življenjih. Hvala, Jezus. Ljubezen. Veliko govorimo o ljubezni do tebe, Jezus, o ljubezni do naših bratov, sester, staršev, okoli ljudi nas. Želimo si ljubezni, včasih je morda ne znamo prav pokazati. Vse ti pa danes želimo zahvaliti za to, ker nas svojo ljubeznijo spremljaš ti. Hvala, Jezus. Velika skrivnost, ki lahko nedeljo za nedeljo okušamo in nosimo, je, da tebe, Jezus, prejmemo v svoje srce. Hvala ti zanjo in prosimo te, da bi ti znal tudi vnaprej ostati zvesti. Amen.